Pozdravljeni otroci! Danes vam bom prebrala pravljico o ribku, to je riba, ki pripoveduje zgodbe. Nekoč je bila riba po imenu Ribek. Ni bil kaj posebnega na pogled, pokrit s svojimi sivimi luskami. Toda Ribek je bil riba z veliko domišljije, spuščal je majhne mehurčke, a pripovedoval velike zgodbe. Oprostite, da zamujam, jezdil sem morskega konjička. Oprostite, da zamujam, letel sem skupaj z ražo. Oprostite, da zamujam, skakal sem v vodo z delfinom. Ribek je povedal vsak dan drugo zgodbo. V ponedeljek ob 9. uri je gospodična Skat klicala razred. Mali Ivi ribi? Tukaj, gospodična Skat. Zajčko rib? Tukaj, gospodična. Ribi rep? Tukaj, gospodična. Ribek? Ribek? Ribek spet zamuja. Oprostite, da zamujam. Plaval sem okoli razbitin. Zaplaval sem v zaboj za kladom in name je nekdo pokrov spustil. Rešila me je morska deklica, da sem tu in živ. O ne, pa menda ne. O je, zares me je. To je le zgodba, sta rekla zajčko rib in ribi rep. Samo neumna zgodba, sta rekla ribi zmaj in ploska mici. Meni pa je Ribekova zgodba všeč, je rekel mali Ivi ribi. In povedal jo je svoji babici. Ona pa jo je povedala rakovici. V torek ob 9. uri je gospodična Skat klicala razred. Mali Ivi ribi? Tukaj, gospodična Skat. Pajki ribi? Tukaj, gospodična. Sonce ribi? Tukaj, gospodična. Ribek? Ribek? Ribek spet zamuja. Oprostite, da zamujam, gospodična. Odpravil sem se zares zgodaj, na poti v šolo pa me je ujel ligen. Izvijal sem se in izmikal, dokler me želva ni rešila. O ne, pa menda ne. O je, zares me je. To je le zgodba, sta rekla pajki ribi in sonce ribi. Samo neumna zgodba, sta rekla ribi vrak in klinič. Meni pa je Ribekova zgodba všeč, je rekel mali Ivi ribi. In povedal jo je svoji babici, ona pa morskemu listu. Ta jo je povedal morski zvezdi, ki jo je povedala tjulnju, ki jo je povedal jastogu, ta pa jo je sklepetal jegulji. V sredo ob 9. uri Ribek je zapravljal čas, izmišljal si je zgodbo in sanjaril na ves glas. Zatopljen v svojo zgodbo ni videl čolna, ki valove reže. Ni slišal ribičev, ni čutil mreže. Medtem v učilnici je gospodična Skat klicala razred. Mali Ivi ribi? Tukaj, gospodična Skat. Ribi leopard? Tukaj, gospodična. Ribi list? Tukaj, gospodična. Ribek? Ribek? Ribek spet zamuja. Ura je 10, ura je 11, Ribeka še zmeraj ni. Ura je 12, kosilo, le kje vendar tiči. Daleč stran pa ribiči so izvlekli v svoji mreži. Tale je majhen Ribek, spustimo ga nazaj v morje. Ribek je bil sam in krog njega ocean, kjer so se svetlikale čudne luči. In letele čudne ribe pred očmi. Plavajo v krogih naokoli, trepetal je sredi morskih trav, potlej pa je slišal zgodbo, ki jo je poznal. Ribek je jezdil morskega konjička, Ribek je srečal morsko deklico, Ribek je srečal želvo, ki ga je rešila lignja. Ribek je našel razbitine ladje, Ribek je odkril za kladom skrinjico. O ne, pa menda ne. O je, zares jo je. Ribek je pokukal ven in videl je jato srdelic. Oprostite, kje ste slišali to zgodbo? Povedala jo je kozica, a ne vemo, kdo jo je povedal njej. In so skupaj plavali naprej k kozici, ki je rekla. Jaz sem jo slišala od kita. Jaz sem jo slišal od slanika. Jaz sem jo slišal od jegulje. Slišala sem jo od jastoga. Jaz sem slišal jo od tjulna. Jaz sem slišal jo od morske zvezde. Jaz pa slišala sem jo od lista.
morski list je rekel. Trenutek, toda jaz. Nekam znan je tvoj obraz. Ribek sem, je rekel ribek. Sem nasledi svoji zgodbi. Morski list je odgovoril. Slišal sem jo od sosede babi ribi. Ura je 1, ura je 2. Ribeka še zmeraj ni. Skoraj bo pouk končan, le kje bi lahko bil? Ko so končale nalogo ribice vse, ob 3:30 ribek prispe. Oprostite, da zamujam, ujel sem se v mrežo, srečno ušel, odplaval in se skril. Izgubljen in prestrašen iskal sem sled, pa me zgodba domov pripeljala je spet. O ne, pa menda ne. O je, zares me je. To je le še ena zgodba, sta rekla ribi Leopard in ribi List. Samo neumna zgodba, sta rekla Maslenik in Modri. To ni le zgodba, je rekel mali Ivi ribi. In povedal jo je prijatelju, ki je bil pisatelj, in ta jo je zapisal zate. Otroci, zdaj pa vas povabim, da vi narišete ribka, ribo, ki pripoveduje zgodbe, ali pa kakšno drugo ribo, ki vam je všeč v tej pravljici. Risbico pošljite na uredništvo@bled.tv. Za vas sem pripravila še eno idejo, kako se lahko doma igrate. In sicer porišete lahko kamenčke različne, jih date v vrečo in vsak izžreba doma 5 kamenčkov. Jaz sem se različne kamenčke izžrebala. Iz tega pa lahko sestavite svojo zgodbo, za katero verjamem, da bo všeč tudi vašim staršem.